Torej, govorila bom o spolnih stereotipih v sodobni slovenski komediji, pri čemer ta naslov razumem zelo široko, torej zanimajo me odnosi med spoloma, vloga moškega in ženske v družini in družbi, reprezentacije telesa in spolnosti, konstrukcija družbenih in spolnih vlog. Se bom pa pri tem omejila predvsem na ženske like in njihovo vlogo v komediji, oziroma zanima me, kako sodobna slovenska komedija zrcali to neko spremenjeno vlogo ženske v družbi. Ko sem pregledovala študije na to temo, sem ugotovila, da jih je pravzaprav malo. Čeprav o spolu in ženski vlogi v družbi razmišlja že Aristofan kot najbolj znan predstavnik stare grške komedije. Zdaj, če omenim samo dve njegovi komediji, torej Lizistrato, kjer seveda Lizistrata je tista, ki nagovori ženske, torej naj zavračajo spolne odnose z moškimi, dokler se bodo te vojskovali. Torej ta, bomo rekli, moč ženske seksualnosti je prisotna že 400 let pred našim štetjem. In pa drugi tekst so Zborovalke, kjer pa imamo to obrnjeno vlogo moškega in ženske, torej moški ostanejo doma, a ne varuhi ognjišča, ženske pa preoblečene moške vladajo Atenam. Kljub temu, da je študij malo, pa je leta 1993 izšel pri nas zbornik Ženska v grški dramatiki. In kar mi je bilo zelo zanimivo je, da ko je bila kritika te knjige, je bila ta knjiga označena kot leta 1993, kot nekaj povsem novega, revolucionarna novost. Tako da vidimo, da vendarle ta fokus danes se je že premaknil in da tega več nimamo za nekaj tako zelo revolucionarnega, ampak skušam pokazati, da tega fokusa, torej na žensko v raziskovanju v preteklosti ni bilo toliko. Vsaj na hitro se moram ustaviti pri Molieru in Shakespeareu, če sem omenila že Aristofana. Zdaj, kar se tiče Moliera, imamo veliko srečo. Nekaj let pred, ravno kar, bomo rekli, je išla monografija Diane Coluini, slabo poznate naših src tančice, torej ženska v Molierovi komediji. Jaz mislim, da s to knjigo smo v samem vrhu evropskih študij o Molieru. Tudi Diana Coluini ugotavlja, da je pravzaprav študij o ženskah v komedijah malo. Potem pa, če se dotaknemo Shakespearea, študij o Shakespearu je nekoliko več. Shakespeare ima veliko te nekih poigravanj s spolnimi vlogami. Več študij je pa zato, ker so Shakespearea nekako povzele gender studies, torej študije spola, ker je tam pač ženske se preoblačijo moške, s tem dobijo družbeno moč, ampak hkrati te ženske igrajo moški igralci. Tako da je tukaj pač te preobrati, so tisto, kar so študije spola potem zavzele. Zdaj, pri Molieru Shakespearu, srednji komediji Šola za žene in pa Ukročena trmoglavka, mogoče že ta dva naslova nekako kažeta na vlogo ženske nekoč. Torej, ženska narava je nekaj neobranljivega, zato je treba žensko poslati pogodno mladenko, je treba poslati v šolo oziroma jo ukrotiti, da bo nekako vdana, ljubeča žena znotraj zakonskih okov. Torej, komedije se končajo s poroko, zato ker poroka nekako pomeni potrditev patriarhalne ureditve, hkrati pa ta zakonski stan omogoča tudi družbeno sprejemljivo erotiko. Zdaj, kako je v sodobnosti, če mogoče tega področja gledališča malce širše pogledamo na to področje neke popkulture, je teh študij kar več, zato ker se zlasti ukvarjajo raziskovalci z ženskimi liki v komičnih žanrih znotraj medija, filma in pa televizijskih serij. Recimo o ženskih vlogah v sitcomih, teh situation comedy, kot so bili najbolj znani prijatelji, Seks v mestu, in pa seveda tudi v žanru romantične komedije, torej filmskem žanru romantične komedije. Ne nazadnje pa so vprašanja spola in identitete tudi v središču letošnje poletne filmske uspešnice Barbie, režiserke Grete Gerwig, kjer ženske seveda vladajo v Barbie svetu, kjer imajo Kenny podrejeno vlogo,
One so lepe, popolne, prepričane tudi v to, da so naredile nekaj koristnega za svet, ker so deklice odvrnile od igre z dojenčki in vnaprej predvideno materinsko vlogo in jim dale možnost, vizijo, da lahko v življenju postanejo karkoli. Potem pa gre sta Barbie in Ken v resnični svet in zdaj citiram Marcela Štefančiča, kaj se zgodi. Barbie je zgrožena nad seksizmom, objektiviranjem, diskriminiranjem, Ken pa tu odkrije pravo stvar, nekaj revolucionarnega, patriarhat. Skratka, Ken je navdušen nad dominantno vlogo moških v resničnem svetu, Barbie pa je razočarana, ko ji dekleta povejo, da jih je že v otroštvu zafrustrirala s svojimi popolnimi proporci. Vsekakor ta fenomen Barbie dokazuje, da so torej vprašanja spola in identitete danes prisotna v najrazličnejših diskurzih. Mene torej zanima, kako se kažejo znotraj sodobne slovenske komedije, torej ukvarjala sem se s slovensko komedijo v 21. stoletju in pravzaprav za današnjo predstavitev sem zbrala 3 komedije, kjer je ta tema osrednja, ker pač odnosi med spoloma so praktično v vsaki komediji, vsaj deloma prisotni, ampak da je to osrednja tema in pa ženska ima tudi glavno vlogo. Zanimali so me pa tiste komedije, ki te spolne stereotipe nekako presegajo, se poigravajo z njimi, tako da bi lahko rekla, ali pa sem svoj prispevek, bi lahko podnaslovila takole. Ditka, Milena, Bogdana. To so torej 3 ženske liki, ki si jih bomo v nadaljevanju pogledali. Ditka je oseba iz komedije Toneta Partljiča, torej Denis in Ditka. Ta tekst je bil objavljen leta 2003, ampak sem videla, da ga je Partljič leta 2022 sam režiral v pesnici, tako da očitno na nek način je tekst še vedno aktualen, čeprav se mu, tako kot v vsaki komediji, nekako te plasti časa poznajo in marsikakšna replika danes ni več enako učinkovita. Torej, komedija ima podnaslov Volilna erotično-politična farsa. Komedija seveda nadaljuje Partljičeva prejšnja teksta, Gospa Poslančeva in pa Politika, bolezen moja, in se loteva vprašanja žensk v politiki. Torej, glavna oseba Ditka zaradi kvot, potrebnih kvot, ženskih kvot v politiki, kandidira za poslanko. In dodelijo ji šoferja Denisa, ki pa je pravzaprav zelo mačističen, deloma tudi seksističen, in Denis je tisti, ki jo potem vodi na različna soočenja, pogovore z volivci. In ravno skozi ta soočenja se kažejo določena vprašanja, ki zadevajo odnose med spoloma, torej predvsem se vprašanja vrtijo okoli predsodkov, povezanih z oploditvijo, z biomedicinsko pomočjo, pravicami lezbijk. Ditka je tudi priča, zato ker je ženska različnim verbalnim napadom. Ditka zmaga in z Denisom začneta partnersko zvezo, pravi pa takole. Nisem živčna, samozavestna sem, sposobna kot moški. In se mi zdi, da je pravzaprav to ključ te komedije, ki torej ne prinaša nekih novih odnosov v družbi, ampak samo obrne vlogo moškega in ženske. In v naslednjih prizorih potem vidimo, kako Denis doma gospodini, Ditka pa se utrujena vrača iz svojih pogovorov. Denis pripravi tudi narezek in Denis je tisti, ki je manjši, mlajši, manj izobražen in bolj čustven. Skratka, vsi ti atributi so pravzaprav obrnjeni. No, kar je še zanimivo pri tem tekstu pa je, da gre pravzaprav Partljič tukaj do konca v raziskovanju in konec je izrazito futurističen, mislim, ima ta nek futuristično poanto
namreč Denis in Ditka se poročita, ker je Denis visoko noseč. Torej tudi ta moment rojstva in materinstva, ki je nekaj, kar v temelju zaznamuje žensko bit, je torej preneseno na moškega. Komedija torej sicer ne preseže te klasične razdelitve vlog, le funkciji spolov sta tukaj zamenjani. Spolni stereotipi so uporabljeni predvsem za doseganje komičnih učinkov, deloma pa vodijo tudi v razmislek o družbenih normah oziroma problematizirajo te neke zacementirane spolne vloge. Drugo besedilo, s katerim se bomo ukvarjali, ženski lik je Milena, torej gre za komedijo Dušana Jovanovića, Boris Milena Ratko, torej komedijo iz leta, ki je bila uprizorjena leta 2013. Kot že nakazuje naslov, torej Boris Milena Ratko, ta komedija torej strukturno temelji na nekem preizkušenem modelu ljubezenskega trikotnika, kjer se ženska znajde med dvema moškima. Mož je seveda dolgočasen zapečkar, ljubimec pa je nek tak avanturističen alfa samec. Drznost tega besedila pa je v izbiri dramskih oseb. Namreč vse tri dramske osebe pripadajo starejši generaciji, torej stare so 63, 64 in 67 let. In zdaj, če mi pomislimo na zgodovino komedije, kdo so najpogostejši ženski liki? To so seveda neke take godne mladenke za poroko. In če že imamo neko starejšo gospo, je to vdova. Kaj tukaj naredi Dušan Jovanović? Pri Jovanoviću imamo torej poročeno žensko v zrelih letih, ki si omisli ljubimca in se o svojem seksualnem življenju pogovarja z možem. Pričemer seveda ne gre samo za neko platonsko zagledanost, ampak gre seveda tudi za njen seksualni odnos. In seveda, ker kot civilizacija živimo dlje, je tudi ta tematika ljubezni v zrelih letih v umetnosti vedno pogosteje prisotna in je seveda tudi detabuizirana. Je pa ta tematika še vedno povezana z vprašanji kot kaj je naravno, kaj je spodobno, kakšno obnašanje pritiče mladim in starim, in pravzaprav tudi v tej komediji je tovrstnih dialogov zelo veliko. Nekaj jih naštejem, samo kratki odlomki, pravi Ratko. Toliko lepih mladih ljudi je na svetu, ona pa pade na starca. In Boris, ne zgledam mlad, ampak v srcu sem še vedno mladenič. Ali Ratko celo ponudi hčerko. Rajši bi videl, če bi namesto žene ugrabili hčerko. Alja je fejst in je zelo podobna Mileni. Izrezana Milena. Razmislite, da ste staro, dobite mlado. Skratka, vidi se, torej ves čas je prisotna ta neka stereotipizacija v smislu nič hudega, če ima starejši moški mlajšo ljubimko, ampak ne pa, da ima staro ljubimko. To pa je tisto, kar pravzaprav ta tekst problematizira. No, k temu potem pripomoreta tudi oba stranska lika, torej tako hčerka Alja kot Ratkova mama, ki prinašata torej poglede različne generacije. Zanimivo se mi zdi, da Alja, hčerka, torej najmlajša pripadnica nove generacije, je do teh pogledov najbolj konzervativna. Bom samo povzela en njen daljši monolog, kjer pravi: videla sem vaju, držala sta se za roko, kot dva najstnika, je to normalno, tvoje vedenje je škandalozno, sram me je bilo. Torej, izrazito problematiziranje te ljubezni v zrelih letih. Ta tema se seveda v slovenski komediji pojavi že tudi prej, recimo pri Desimuk v delu Selma in Lojska ali pa pri Tonetu Partljiču, Čaj za dve, kjer je to spobrobni motiv. Je pa to glavna tema že pri eni komediji, ki je nastala bistveno prej, torej leta 1925, ko Cvetko Golar
napiše komedijo Vdova Rošlinka. Ampak točno vidimo, imamo vdovo, torej leta 25, imamo vdovo, ki je stara 45 let, ampak za tisto čas je bilo to že staro, torej stara odcvetela, ampak ona se vendarle še čuti mlada in si želi neko novo ljubezen. Je pa tukaj zelo zanimivo v tej komediji, da ima ta glavna oseba, torej ima posest. Ona ni gospodarsko odvisna od moža, torej ne želi si imeti moža zaradi nekih gospodarskih koristi. To, kar njo zanima, je njena pač čist intimna želja, da bi imela še nekoga, da bi doživela še neko ljubezen oziroma neko erotično doživetje in res se tudi zagleda v mlajšega Janeza. No, mi smo leta 1925 in seveda družbeni kontekst je bil takšen, da se ta komedija zaključi v skladu z družbenimi normami. Torej, ko pridejo svatje, ta glavna oseba verjame, da se bo poročila, ampak te svatje pridejo k mlajši hčerki. Torej, nauk je, mladi so tisti, ki sodijo skupaj, medtem ko ta 45-letna vdova pač ostane sama na svojem posestvu. No, zakaj sem zdaj povedala ta konec? Zato, ker nas pa zanima zdaj, kako je pa Jovanovič v 21. stoletju končal ta ljubezenski trikotnik. Seveda je vedel, da ne more zdaj vzeti tega nekega čisto konvencionalnega konca, zato je seveda konec drugačen in tudi deloma odprt. Milena ugotovi, da ljubi tako Borisa kot Radka, zato v njej povzroča notranje konflikte, zato predlaga, da bi živeli vsi skupaj v troje, skratka neko skupno komuno, ali pa bo oba zapustila. Kako se tekst konča, poznate, se mi pa zdi zelo dober komentar Tanje Lesničar-Pucko, ko pravi, da imamo na koncu moško bratenje, tega ljubimec in mož postaneta na nek način prijatelja, kar ju poveže je neulovljivost ženske želje. Točno to, zaradi česar so ženske morale biti ukročene in iti v šolo za žene. Zdaj seveda besedilo ima za komedijo, besedilo ima, to je sicer zelo zanimivo, pa bom zdaj vse spustila. In smo že pri tretji drami Bogdana, torej je, govorim o besedilu Simone Semenič, Jerebika, Štrudel, Ples pa še kaj. Tudi ta komedija ima seveda podobno kot pri Partljiču, ima ta politični okvir, torej dogajanje, ki je postavljeno na 15. avgust v leto 1963 v vas, torej gre za neko ruralni, regionalno področje, torej v Vipavski dolini in na ta dan bosta prišla tako gospod Škof kot tovariš sekretar. Torej, okvir je ta neka ideološka razklanost Slovencev. Na koncu oba odpovesta obisk, vaščani pa se združijo v plesu. To, kar je pa seveda novost, je, da v ta političen kontekst ideološke razklanosti Slovencev Simona Semenič postavi erotične dogodivščine in ljubezenska krepenenja vaščanov in vaščank. V tem tekstu seveda ogromno oseb nastopa, ampak se mi vseeno zdi, da je Bogdana tista neka centralna figura, okoli katere se vrti vse dogajanje in tudi v erotiki je najbolj drzna. Torej, politika in erotika, dve temi, ki torej komedijo zaposlujeta komedijo že od njenih začetkov, pa vendarle Simona Semenič to revitalizira na dveh ravneh. Prva raven je osvobajanje telesnosti. Že v uvodnih didaskalijah zapiše, da nastopajoči ne smejo biti suhi, natrenirani, lik Bogdane mora imeti zajetne obline, moški in ženske ne smejo biti depilirani in tako dalje. Torej, postavi komedijo to naravno, kulturnih norm, osvobojeno telo,
ki pa je vseeno privlačno, vznemirljivo, čutno. Mi smo priča tukaj zelo radoživim krajanom, polnim energije. In pa drugo področje je seveda tematizacija spolnosti in zlasti ženske želje po užitku. O seksualnosti v tem tekstu sta pisala že Maja Šorli, Pavel Cepak, tako da jaz samo še dodajam, da se mi zdi Simona Semenič ravno tukaj najbolj drzna, zato ker se ti seksualni prizori dogajajo že na ravni jezika. Torej osebe upovedujejo svoje spolne izkušnje, pri tem pa seveda ravno s tem nekim zelo inovativnim izrazjem, ljubkovalnicami, rabo narečja, nekako te prizore blaži, da ne učinkujejo vulgarno. Temu seveda v veliki meri pripomore tudi sama atmosfera, ki seveda ima nek ta erotični pridih v smislu mesimo kruh, soparen poletni dan, primorski temperament in tako dalje. Samo še zaključim, torej, če bi pogledali na splošno sodobno slovensko komedijo, seveda večina avtorjev vztraja v nekih preverjenih, tradicionalnih okvirih spolnih vlog in odnosov med spoloma, ki so neizčrpen vir komičnih učinkov. Analizirane te tri komedije pa so seveda primer komedije, kjer so spolni stereotipi tudi problematizirani, detabuizirani, pa naj gre za žensko kot varuhinjo domačega ognjišča, naj gre za ljubezen mladenke, naj gre za žensko telo, ki je namenjeno rojevanju. V teh komedijah seveda avtorji ponudijo drugačen pogled, ponudijo žensko v javni družbeni sferi, na vodilnem položaju, ponudijo spolno, erotično, živo ljubezen v zrelih letih in pa osvobojeno žensko telo in pravico do seksualnega užitka.